Decembra 1565 se je Ivana Avstrijska poročila z bodočim velikim vojvodo Toskane, Francom de Medicijem. To je bil izjemno razkošen dogodek, vendar se je za praznovanjem skrivala temna prihodnost. To je bil začetek hladnega, brez ljubezni zakona, v katerem se je Franc odkrito posmehoval svoj zadeformirano in grdi ženi, kar je sprožilo niz skrivnostnih smrti, ki so preganjale dvor Medičejcev še leta. Joana Avstrijska se je rodila 24. januarja 1547 v mestu Praga v takratni kraljevini Češki. To je danes glavno mesto Češke. Takrat je bilo to eno izmed številnih kraljestev avstrijske veje Habsburške dinastije, plemiške rodbine, ki je izvirala iz švicarskih Alp in je do Joaninega rojstva že vladala Avstriji, Ogrski, Češki in Hrvaški. Njen oče je bil nadvojvoda Ferdinand Avstrijski, kralj Ogrske, Češke in Hrvaške. Bolj je znan kot Ferdinand I., svetorimski cesar, čeprav je ta naziv dobil šele leta 1556, ko je bila Joana stara 9 let. Joanina mati je bila Ana Češka in Ogrska. Bila je hči Vladislava II. Ogrskega in predzadnjega kralja iz Jagelonske dinastije ogrskih kraljev. Zaradi smrti njenega brata, kralja Ludvika II. V bitki proti osmanskim Turkom pri Mohaču leta 1526 so Habsburžani podedovali Ogrsko, Češko in Hrvaško. Poleg vsega tega je bil Joanin stric Karel V., kralj Španije in vladar španskega imperija. Skratka, rodila se je v družino, ki je vladala večjemu delu Evrope in rastočemu celinskemu imperiju po svetu. Joanina družina je bila tudi zelo velika, vendar je njen prihod terjal strašno ceno. Njena mati, ki je bila že stara 43 let in izčrpana od let rojevanja, je doživela nevaren porod v času visoke smrtnosti dojenčkov in mater. 3 dni po Joaninem rojstvu je njena mati podlegla zapletom in pustila novorojenko brez matere. Njen oče, ki ga je medtem prevzel kaos protestantske reformacije in brutalne vojne, ki so razdirale Evropo, zlasti Nemčijo, je imel malo časa za svoje preživele otroke. Zaradi tega je Joano in več njenih sorojencev zaupal v oskrbo redovnicam v Innsbrucku v Avstriji. Tam, v resnih hodnikih samostana, je bila mlada nadvojvodinja Joana vzgajana v okolju, ki je združevalo pobožno predanost z zahtevnim učenjem. A kljub vsem lekcijam in molitvam je bila njena prihodnost že odločena. Joana ni bila vzgajana za samostojnost, temveč za poroko. V najzgodnejših letih Joaninega življenja so bili tako avstrijski kot španski Habsburžani vpleteni v vojne po vsej Evropi. Najdlje trajajoča je bila v Italiji, kjer sta se Francija in Španija za prevlado borili že od sredine 1490 let. Zdaj se je ponudila priložnost. Leta 1537 je Cosimo I. Medici postal vojvoda Firenc. Mesto državo je vodil skoraj 40 let in tako velik je bil njegov ugled, da si je leta 1569 lahko prevzel naslov velikega vojvode Toskane. Ko so se dolge in krvave italijanske vojne leta 1559 končale s podpisom pogodbe iz Cateau Cambrésis med Francijo in Španijo, je Cosimo postal nemiren. Spremenjeno ravnotežje moči je v njem vzbudilo močno željo, morda celo obupno potrebo, da bi sklenil nova zavezništva, ki bi lahko zagotovila prihodnost njegove družine v negotovem miru, ki je sledil. Po vsej Italiji je nenadna mrzlica zajela plemiška dvorišča. Ambiciozne družine, ki so zaznale priložnost, so hitela poročati svoje sinove v velike evropske dinastije. Ena od teh predlaganih zvez je bila poroka Joanne s Cosimovim najstarejšim sinom in dedičem Franceskom. Kot vedno pri takih plemiških in kraljevskih zvezah v zgodnjem novem veku v Evropi so potekala leta pogajanj, nato pa so morali počakati, da sta bila nevesta in ženin primerne starosti. Šele leta 1565 so Joano končno poslali v Italijo, da se poroči s Franceskom de Medicijem. Zveza je dobila zagon potem, ko je njen brat Maksimilijan II. Leta 1564 zasedel cesarski prestol kot svetorimski cesar in vladar habsburških posesti v Avstriji, Ogrski, na Češkem in Hrvaškem. Za razliko od svojega očeta Ferdinanda I., Maksimilijan ni imel tako tesnih odnosov s svojim španskim bratrancem, kraljem Filipom II. Zato je skušal okrepiti svoj vpliv z novimi zavezništvi v Italiji. Zveza med Joano Avstrijsko in Frančiškom de Medicijem je postala ena politično najpomembnejših in najopaznejših porok 16. stoletja.
Obstaja veliko ohranjenih zapisov o poroki Joane in Frančiška leta 1565, opisi, ki so bili napisani v dneh pred, med in po razkošni slovesnosti. Dogodek je pritegnil izjemno pozornost po vsej Evropi, saj so se v Firence zgrinjale desetine aristokratov, veleposlanikov in odposlancev, ki so zastopali svoje vladarje. Na poroki moškega, ki bo nekega dne postal veliki vojvoda Toskane, dejanski vladar v razdrobljeni politični krajini Italije. Naprimer, eden izmed dnevničarjev, ki so opisovali dogodke na poroki, je bil Johann Jakob Fuga, član ene najbogatejših bančnih družin v zgodnji moderni Evropi. Poroki je predhodil uradni vstop ali entrata v Firence. Joana je potovala v Italijo s svojo sestro Barbaro, ki naj bi se približno ob istem času poročila z vojvodo Alfonsom II. Ferrareskim, medtem ko je njun brat utrjeval svoje nove italijanske zavezništva. To so bili veličastni dogodki. Umetnine osebnosti, kot je slavni italijanski renesančni umetnostni biograf Giorgio Vasari, so bile postavljene na stotine metrov vzdolž poti proti glavnim vratom Firenc in nato v samo mesto. Meščani Firenc so se zbrali vzdolž ulic in bili pozvani, naj se oblečejo v svoja najboljša in najbolj pisana oblačila, preden se je svatovska povorka odpravila v središče mesta. Vse je bilo namenjeno spektaklu in zagotavljanju, da bodo vsi vedeli, kdo bo prihodnja velika vojvodinja Toskane. Končno je po prehodu pod 12 mogočnimi loki. Vsak od njih je bil slavnostna mojstrovina, ki je slavila zmago, veselje in božjo naklonjenost. Ivana prispira do velike bazilike San Lorenzo, kjer domuje znamenita Medičeva kapela. Tam, 18. decembra 1565, se je 18-letna nadvojvodinja Ivana poročila s Franceskom de Medicijem, ki je bil takrat star 24 let v osupljivem sijaju. Firence so se veselile in mesto je žarelo od praznovanj v njeno čast. A pod površjem so se hitro začele zbirati sence. Zakon, ki je obetal slavo za dve veliki dinastiji, se je izkazal za hladen in brez veselja. Joana in Frančišek, tako veličastna na svoji slovesnosti, sta v družbi drug drugega našla le malo topline. Za marmorjem zidov palač Medičejcev se je življenje mlade nadvojvodinje v Firencah odvijalo v osamljenosti in tihi žalosti. Že od samega začetka je bil zakon Joane in Frančiška poln konfliktov. Veličastnost njune poroke ni mogla prekriti globokih razpok, ki so se kmalu pojavile. Njegova nezvestoba, njuna nasprotujoča si značaja in Joanino krhko zdravje so jo vse bolj oddaljevali. Kljub temu sta zaradi dolžnosti in pričakovanj svojega položaja izpolnila svojo kraljevsko obveznost. Joana je prestajala nosečnost za nosečnostjo. Vsaka je bila hujša od prejšnje. Njeno telo je nosilo neizpodbitne brazgotine tega trpljenja. Njeni boki in medenica so bili deformirani zaradi ponavljajočih se napornih porodov, posledica prirojene motnje kolka in še ene hude bolezni, zaradi katere je bil porod izjemno nevaren in boleč. A kljub temu je rodila 8 otrok. Februarja 1567 se je rodila najstarejša hči Joanne, Eleonora. Kasneje se je poročila z Vincenzom Gonzago, enim zadnjih Gonzagovih vojvod Mantove, ki je bila v pozni srednjeveški in zgodnji moderni dobi ena vodilnih držav severovzhodne Italije. Nažalost je po rojstvu Eleonore sledila vrsta tragedij. Sin po imenu Romola se je rodil novembra 1568 in umrl 2 tedna kasneje. Druga hči Ana se je rodila na Silvestrovo leta 1569. Dočakala je najstniška leta, vendar je tudi ona umrla mlada leta 1584. Naslednja 2 otroka, Izabela in Lukrecija, rojeni leta 1571 in 1572, sta prav tako umrli že kot dojenčici. Oba zadnja otroka Ivane pa sta umrla v otroštvu ali celo pred rojstvom. Izjema pri tem trendu je bila Marija de Medici. Ivani in Frančišku se je rodila 26. aprila 1575. 25 let kasneje se je slovito poročila s francoskim kraljem Henrikom IV. Kot njegova druga žena. Bila je mati kralja Ludvika XIII. Tako je bila preko Marije Ivana prednica vseh francoskih kraljev vse do časa francoske revolucije ob koncu 18. stoletja. Torej, čeprav je bila Ivana sama bolna ženska, je bila mati številnih kraljevskih rodbin, ki so preživele stoletja po vsej Evropi. Kot omenjeno, je bil Ivanin zakon s Frančiškom od začetka problematičen. Zdel se mu je neprivlačna, njegova hladnost pa se je le še poglabljala, ko se je njeno zdravje slabšalo. Curtius je kruto šepetal o njej, o njenem grbavem hrbtu.
To je bila omemba vidnega znaka hude skolioze, ki jo je pestila že od otroštva, izčrpavajoče deformacije hrbtenice, ki se je s časom poslabšala in ji povzročala veliko trpljenja. O njenem stanju so celo razpravljali med pogajanji o poroki med Habsburžani in družino Medici. V visoki politiki dinastičnih zvez je bila sposobnost ženske, da rodi otroke, najpomembnejša. In Joanina šibkost je vzbujala dvome, ali bo lahko izpolnila to dolžnost. Čeprav so jo umetniki naslikali kot popolno plemiško nevesto, sodobni zapisi iz Italije govorijo bolj kruto resnico. Skozi leta se je njena drža poslabšala, njeni gibi so postali okorni, hoja pa neenakomerna. Ta vidni zaton, skupaj s Franceskovim napuhom in ambicijami, je med njima povzročil vse večji prepad, ki ga je na koncu zapolnila prisotnost druge ženske, kot bomo kmalu videli. Ni bila le njena hrbtenična deformacija tista, ki je Joani oteževala zakon in življenje. Njen mož je bil znan po svoji nezvestobi in se ni prav trudil skrivati, v kolikšni meri vara svojo ženo. Njegova najbolj znana ljubica je bila Bianca Capello. Bila je italijanska plemkina iz Benetk, hči uglednega plemiča iz tamkajšnje Trgovske republike in znana lepotica. Bianca je bila sama poročena s Pietrom Bonaventurjem, florentinskim uradnikom, ki je bil zaposlen pri družini Salviati, eni najpomembnejših družin v toskanski regiji. Zato je bila na florentinskem dvoru od leta 1563, potem ko je tja prišla po poroki s Pietrom. Bianca in Francesco sta začela razmerje v poznih 60 letih 16. stoletja, potem ko sta bila Joana in Francesco poročena. Postalo je še bolj odkrito leta 1572, ko je Biancin mož je bil ubit na ulicah Firenc. Dogodek, ki sta ga morda organizirala Bianca in Francesco. Aprila 1574 je Cosimo I. umrl pri 54 letih. Francesco je zdaj postal veliki vojvoda, Joana pa velika vojvodinja. Toda ta novi položaj je stvari le še poslabšal in Francesco je svojo moč uporabljal za poniževanje svoje žene. Svojo ljubico, Bianca Capello, je nastanil v razkošnih apartmajih v palači le nekaj korakov stran od vojvodske rezidence, kar je bila drzna poteza, ki je šokirala evropske dvore. Čeprav je bilo v tistem času za prince in kralje običajno, da so imeli ljubice, so vsaj ohranjali vsaj nekaj diskretnosti. Francesco pa se zato sploh ni trudil. On in Bianca sta svojo naklonjenost razkazovala odkrito. Svojo zvezo sta razkazovala pred vso Firenco in celo pred Joano samo. Za ponosno veliko vojvodinjo je bila to javna sramota. Vsakodnevni opomin na izdajo se je odvijal pod budnim očesom celotnega dvora, stvari pa so postajale le še slabše. V tem trenutku Francesco še vedno ni imel zakonitega moškega naslednika, ki bi zagotovil nadaljevanje njegove rodbine. Nobena večja ambicija ga ni preganjala in Francesco je postajal vse bolj obupan. Bianca, vedno prebrisana, je videla svojo priložnost. Leta 1576 mu je rodila sina Don Antonija de Medici, otroka, katerega rojstvo bi lahko spremenilo vse. A Francesco, zavezan dolžnosti in ponosu, dečka ni hotel priznati. Antonio je bil njegova kri, a ne njegov dedič. Proti vsem pričakovanjem je Joana leta 1577 rodila dolgo pričakovanega sina, velikega princa Filipa de Medici. Za kratek bleščeč trenutek se je zdelo, da sta prihodnost vojvodine in Joanina lastna krhka pozicija zagotovljeni. Biancine sanđe, da bi se povzpela nad vlogo ljubice, so se zdele poteptane pod težo zibelke tega dojenčka. A je usoda z Joano še ni opravila. Zjutraj, 10. aprila 1578, je tragedija prizadela Palazzo Vecchio. Joana, ki je bila ponovno noseča, tokrat z 8. otrokom, je padla po kamnitih stopnicah v veličastni firenški rezidenci Medicejcev. Padec je bil brutalen. Šok je povzročil prezgodnji porod in otrok ni preživel. V dolgih, mučnih urah, ki so sledile, je tudi Joana sama trpela v agoniji. Naslednji dan je bila velika vojvodinja mrtva. Njeno telo je bilo uničeno zaradi raztrgane maternice. Stara je bila komaj 31 let. Neizogibno so po Joanini prezgodnji smrti sledile govorice o nečedni igri. Zaradi moževe razupite nezvestobe in njegove odkrite predanosti Bianci, Capello je le malo kdo verjel, da je bil njen padec zgolj nesreča. Po Firencah so se širile govorice, da so jo potisnili ali da je bil pleten strup.
A resnica, brez dvornih spletk, je bila morda bolj tragična kot zlovešča. Joana je že dolgo trpela zaradi vse hujše skolioze, ki ji je zvijala hrbtenico in slabšala ravnotežje, kruta bolezen, ki je morda povzročila usoden padec, ki ji je vzel življenje. To ni prav nič ublažilo javnega ogorčenja, ko se je Francesco le nekaj mesecev po smrti Joanne na skrivaj poročil z Bianco Capello in jo kmalu zatem, leta 1579, drzno razglasil za novo veliko vojvodinjo Toskane. Za mnoge je bil niz dogodkov preveč priročen. Biancin mož je mrtev, Joanne ni več, zdaj pa je ljubica postala vladarica. A njihovo zmagoslavje ni trajalo dolgo. Marca 1582 je Joannin edini preživeli sin, mladi princ Filip, nenadoma umrl pri 4 letih, s čimer je izumrla Franceskova linija zakonitih dedičev. Potem je leta 1587 znova udarila tragedija. Francesco je hudo zbolel in umrl 19. oktobra, Bianca mu je sledila v grob že naslednji dan. Dvojna smrt je pretresla Evropo in je od takrat ovita v skrivnost. Ali so bili zastrupljeni žrtve dvornega maščevanja? Morda njegov brat Ferdinando, ki je postal novi veliki vojvoda, ali pa jo je pokusila bolezen, morda strašljiva malarija. Nihče ni mogel z gotovostjo reči, a njuna smrt je pomenila mračen konec strašljivega kroga nesreč, verige smrti, ki je več kot 2 desetletji spremljala Joano, njene otroke, njenega moža in njegovo ljubico. Najlepša hvala vsem, ker ste si ogledali ta video o Joani Avstrijski. Upam, da ste ga našli zanimivega. Sporočite mi v komentarjih, kaj si mislite o njenem življenju. In če imate kakšne predloge, jih prav tako pustite spodaj v komentarjih. Upam, da ste naročeni na moj kanal in imate vklopljena obvestila, da boste prejeli vsa moja videa takoj, ko jih naložim. Kakorkoli, to je vse z moje strani. Zato se vidimo v naslednji oddaji Forgotten Lives. Hvala.